Tule sem na skrajnem kotičku Evrope. Tam čez je že Azija. Verjetno ste oganili, da je to letošnja Evropska prestolnica kulture, Istanbul. To je edino mesto na svetu, ki je na 2 kontinentih in glede na to, kar lahko vidimo tukaj, bi lahko rekla, da si ta naziv res zasluži. Ampak jaz sem tukaj zaradi druge zadeve. Nemci so namreč predstavili novi Opel Astra Sports Tourer, ki bo danes povezal oba kontinenta. Turki so bili tako navdušeni nad tem avtomobilom, da so mu pripravili celo tako veličasten sprejem. Kar težko je verjeti, da je to že 9. generacija Oplovih avtomobilov s kombijevskim zadkom. Prvi, ki se je imenoval Kadett A, je namreč na ceste zapeljal že davnega leta 1963. How come you don't use name Caravan anymore? We've changed a little bit the mission of our cars. Caravan came from functional cars. Now we want to add also some dynamics to this function. So we said, well, Sports Tourer is something very nice, a nice name which combines these dynamics and also this functionality. The idea that you drive, that you travel and so on. Nemci so v kratkem času prodali že 200.000 novih Aster, kar je nad pričakovanji. Novi model pa bo številko seveda še okrepil, saj naj bi predstavljal četrtino prodaje med Astrami. Zanimivo pa je, da se za ta avtomobil zelo pogosto odločajo tudi podjetja, saj cenijo stroške uporabe, ki so po raziskavah celo najnižji med konkurenco po nakupu vozila. Mimogrede, med vožnjo po azijskem delu Turčije lahko vidite, kako se znajo zabavati meščani, ki jih je kar 13 milijonov. Seveda od običajne Astre povzema vse dobre lastnosti na čelu z odličnim podvozjem, ki je po besedah kupcev tisto, kar najbolj cenijo. Lahko je športno, trdo ali udobno, da je primerno tudi za takšne slabe ceste. Potem je tu še vseh 10 motorjev, od katerih najbolj izpostavljajo 1,4 litrski turbobencinski agregat s 103 kW, ki ga vozim sama, in 2-litrski turbodizel s 118 kW. Oba imata menjalnik s 6 stopnjami, sicer pa so na voljo še 1,3 in 1,7 litrski turbodizelski in 1,6 litrski bencinski motorji. Bistvo vsega pa je seveda v zadku. Ni bilo dovolj, da je samo lep, tudi uporaben mora biti. To pomeni, da ima 500 litrov, ki jih lahko povečate na 1550 litrov. Med nakladanjem pa vam pomagajo takšne rešitve, ko se enostavno umakne rolo ali takole odstrani, sedeži pa se zlagajo s tem navzvodom. No, tudi če Turki praznujejo Dan Republike, je praznovanje vedno lepo. Opel se že veseli vseh uspehov, ki jih bo s tole novo Astro brez težav dosegal.